Samo v zadnjih 30 letih so orači iz kmetijskega gospodarstva Rakičan, ki je matična družba skupine Panvita, osvojili 23 državnih naslovov in v letu 1970 so v trajno last sprejeli prehodni pokal v Oranju, saj so 3-krat zapored ekipno zmagali. Spoštovani tekmovalci, želim vam, da je bivanje pri nas za vas lep dogodek, da ste uspešni v svojem tekmovanju, da pa nekaj sreče pustite tudi svojim konkurentom. Spoštovani gostje, želim vam, da spoznate, da ste trenutno prisotni v centru slovenske kmetijske proizvodnje, v regiji, ki se imenuje Pomurje, regiji, ki je znana po kvalitetni hrani, ki jo cenijo daleč naokrog, in regiji, ki je tudi znana po razvijajočem turizmu. Želim vam, vsem nam, da v času prvenstva postanemo prijatelji in da se boste v našo področje vračali tudi v naslednjih letih. Hvala.
Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear ploughmen. On behalf of the World Ploughing Organization, I want to welcome you to the opening ceremony of the 56th World Ploughing Contest. Slovenian ploughmen took part in these competitions for many years, but only since 1991 they can do this as an independent country. This year, Slovenia has the opportunity to host the contest for the first time. We are here in Moravske Toplice, in the fields of Težanovci, in the beautiful region of Pomurje, to find out who is the best ploughman in the world for this year. As you know, the plough is the key implement for arable farming. The ploughmen want to demonstrate the cultivation of the land on a top level. Agriculture has to feed a growing population in the world, and this can only be done in a most effective way. After days of preparation and practice, the competitors are ready to start. Hopefully, it will be a fair championship without accidents or any technical breakdowns. I want to thank the national organization of the host country and the organizing team for the excellent preparation of the match. May all ploughmen achieve the best furrows in their personal career. Spoštovani udeleženci svetovnega prvenstva v Oranju. Zelo pomembno je, da spoštujemo vse tradicionalne opravila v kmetijstvu. In kot je bilo rečeno na začetku, zemlja mora biti obdelana. In to delajo orači. In oranje je eno najstarejših opravil poleg setve v kmetijstvu. Zato v Sloveniji gojimo posebno spoštovanje do tega opravila. In zaradi tega tudi smo ponosni, da ob našem 53. državnem prvenstvu gostimo 56. svetovno prvenstvo oračev ravno tukaj v Sloveniji, v tem našem lepem koncu naše domovine. Vsekakor gre za velik napor vseh tistih, ki so sodelovali pri organizaciji, in jaz jim iskreno čestitam za ta dosežek. Jaz verjamem, da bojo vse te tekmovanja tekla v športnem duhu prijateljstva vseh 30 držav udeleženk. Vsem tekmovalcem želim seveda najlepše in najbolj ravne brazde in vsem želim seveda tudi, da zmagajo. Vsekakor pa seveda vsi ne morejo biti zmagovalci, vsi pa lahko sodelujemo z veliko mero prijateljstva in športnega duha. S tem tudi proglašam 56. svetovno prvenstvo v Oranju za odprto. Hvala lepa. V Tešanovcih se je v petek z odpiranjem sendviča začelo 56. svetovno prvenstvo v Oranju. Tudi vi, gospod predsednik, ste se udeležili odprtja 56. svetovnega prvenstva v Oranju. S kakšnimi občutki spremljate dogajanje v Prekmurju? Ja, z zelo dobrimi vtisi, ker na tem področju oranja in organiziranja tekmovanj smo Slovenci postali velesila. Tu je prisotnih kar 59 ekip iz celega sveta, od Avstralije, Amerike do večine evropskih držav. In to je en velik korak naprej v mednarodnem sodelovanju. Mislim, da je to tudi prava pot za razvoj Pomurja, da se na pozitiven način uveljavlja na mednarodni sceni. Veliko veselje mi je bilo, da smo se z novo izvoljenim predsednikom Avstrijskega zveznega sveta srečali tu v Pomurju, v Tešanovcih, in tudi on je navdušen nad tem, kar je tukaj videl. Prav tako ste bili tudi na Pomurskem sejmu, tudi tam je zelo živahno strokovno dogajanje in najbrž lahko tudi tam imate veliko uradnih stikov.
Pozitivno na tem kmetijsko-živilskem sejmu je bilo to, da je večji kot lani, in ker imamo opravka z kriznim obdobjem, je to samo po sebi velik uspeh. Za drugi velik vsebinski uspeh pa štejem osebno to, da je sedaj večini politikov postalo jasno, da je kmetijstvo in prehrana strateško področje, ne več eno obrobno področje občasnega zanimanja politikov, ampak strateško področje, na katerem se lomijo kopja okrog obstoja in razvoja človeške družbe. Se pravi, okrepiti je treba proizvodnjo hrane, zdrave hrane, okrepiti nabavo hrane iz bližjih virov, okrepiti proizvodnjo zdrave prehrane in se zavedati tudi okoljskih in energetskih možnosti kmetijstva. Torej vam tudi v okviru Državnega sveta ne bo zmanjkalo tem za v prihodnje, predvsem tem v zvezi s kmetijstvom? Ja, jaz sem bil zelo vesel, ko sem videl, da se tudi v prejšnjih mandatih Državni svet zelo veliko ukvarjal s temi vprašanji. Pri mnogih vprašanjih je prav v Državnem svetu bilo najprej oblikovano kakšno sporočilo, opozorilo svetovnemu razvoju in zavedanje tega okoljsko-energetskega paradoksa in pomena kmetijstva je imelo v Državnem svetu domovinsko pravico v preteklosti, v prihodnje pa še več. Gospod predsednik, zdaj ste si že tudi na samem začetku oranja na svetovnem prvenstvu v Tešanovcih zadeve ogledali. S kakšnimi vtisi? Ja, impresionantno. Pripravljeno je tekmovalno polje, strnišče danes, da parcele točno odmerjene in dodeljene in seveda vsi tekmovalci, ki so pričeli s tekmovanjem ob 10:15, so že vrezali prvo, drugo brazdo, sodniki delajo, merijo, tekmovalci pa seveda predvsem regulirajo še svoje pluge iz naslova, kajti v tem trenutku se detaljno spoznavajo z parcelo, s sestavo zemlje, vlažnostjo, na kateri bodo seveda do 14:15 končali z oranjem. In to v prvem dnevu. Prvenstvo se bo nadaljevalo še jutri, sicer pa Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije tudi zelo tvorno sodeluje pri organizaciji in sami izvedbi 56. svetovnega prvenstva v oranju. Sigurno, Kmetijsko-gozdarska zbornica je prek kmetijsko-gozdarskih zavodov širom Slovenije tudi odgovorna in soorganiziramo regijska tekmovanja, soorganiziramo državno tekmovanje z Zvezo za tehnično kulturo v Oranju in tudi tu, seveda na samem svetovnem prvenstvu sodelujemo za Zvezo za tehnično kulturo, tudi sem vesel, da sodeluje zraven tudi Združenje oračev Slovenije. Naši delavci, sodelavci so tu prisotni v različnih funkcijah, bi rekel, merilci, sodniki in še kaj, tako da se res trudimo skupaj seveda z Zotko, skupaj tudi z Panvito in drugimi soorganizatorji, da bo ta dogodek stekel kvalitetno in da bo šel v anale svetovnega prvenstva v Oranju kot eden izredno dobro organiziranih. Seveda pa Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije sodeluje tudi na 47. kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni in tudi ta se v teh dneh v bistvu izteka. Ste zadovoljni s tem sodelovanjem? Absolutno. Jaz mislim, da je tudi sejem izredno aktiven, da stvari tečejo. Ogromno je restavljavcev. Mi smo predvsem zadovoljni v tistem delu obiska na prostoru Kmetijsko-gozdarske zbornice. Tudi izredno veseli, da smo skupaj z zavodi in sejmom predstavili zelo dobro razstavo živali, ki je izredno obiskana. Tudi speljana so bile ocenjevanja, tako da bi skoraj rekel, da ni krize, da je vse v redu, tudi skozi obisk se to nekako kaže in upam, da bomo tudi v okviru sejma teh strokovnih razprav, ki jih je bilo zelo veliko in tudi danes, ko imamo v Radinu kot Kmetijsko-gozdarska zbornica srečanje nevladnih organizacij jugovzhodne Evrope in nekaterih predstavnikov iz držav
Evropske unije, Italija je prisotna, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška in pa seveda države kot Hrvaška, Bosna, Srbija, Albanija, Kosovo, da skupaj najdemo rešitve, kako sploh naprej. Ker resen problem se pojavlja, da je zaradi neugodnih razmer odkupna cena kmetijskih pridelkov vsako leto nižja in seveda je počasi že kar resno ogrožen socialni standard kmečkih družin. Brez dvoma ste se oblikovali številne javne razprave, okrogle mize. Prav tako je bil v okviru sejma tudi odbor Državnega zbora za kmetijstvo in sodelovali ste tudi na tem odboru. Ja, strategija je bila, osnutek strategije je bil to predstavljen strani Ministrstva za kmetijstvo, dokument, ki generalno gre v pravo smer, upošteva pomembne določila iz Rimske pogodbe, iz leta 1957, kjer se je oblikovala temeljna skupna kmetijska politika. Bo pa treba predvsem več narediti na tem, da se tudi po sektorjih pripravijo strategije, kaj bomo z govedorejo, kaj bomo s poljedelstvom, pridelavo pšenice, koruzo in podobno. Na drugi strani pa je naš predlog tudi, da je potrebno vgraditi v to strategijo mehanizme nadziranja strategije v izvajanju v naslednjih letih in pa predvsem želja, da bi ta strategija postala nacionalni dokument, da bi bila obravnavana tudi v parlamentu slovenskem sprejeta in potem zavezujoča za tudi naslednje vlade. Hvala lepa za ta pogovor, sicer pa lahko našemu predstavniku na svetovnem tekmovanju v Oranju, Jožetu Zveru, zaželiva seveda veliko sreče in veliko uspehov. Ja, obema danes Zveru, jutri pa Pateju. Jaz upam, da bo šlo. Hvala lepa. Nam lahko iz prve roke pojasnite, kaj se v bistvu zdaj prvi dan svetovnega tekmovanja v Oranju dogaja tukaj v Tešanovcih? No, kot že rečeno, 56. svetovno prvenstvo po vrsti je in sigurno Slovenija je lahko ponosna, da imamo to organizacijo tukaj. V tem trenutku je tekmovanje na strnišču in orači so odprli prve brazde, tako imenovane izdelava sendviča. To so tiste prve brazde, ki jih seveda vsak tekmovalec izorje iz preprostega razloga, da bo pozneje seveda svojo parcelo 20 metrov široko in pa 100 metrov dolgo lahko oral tako, kot se po pravilniku seveda zahteva. To je v bistvu eno najpomembnejših opravil. No, seveda, jaz sam kot orač zmeraj bom rekel, zagovarjam, da je resnično oranje eno osnovno agrotehnično opravilo in je to zelo pomembno. Sicer imamo normalno stroje, se pravi, kateri v enem obhodu napravijo vse, vendar če govorimo seveda o zgodbi kvalitetnega oranja in da seveda zagotovimo primerno godnost tal in pa tudi, da bo rastline, torej korenine, imelo tisti del, kar pravzaprav pomeni, da godi koreninam, potem je seveda oranje na prvem mestu. Seveda bomo to svetovno prvenstvo spremljali tudi na naši televiziji, na STV Skledar. Zaenkrat hvala za pogovor. Ob meni pa je tudi predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Radovan Žerjav. Lep pozdrav tudi vam. Pozdravljeni. Ste si tudi sami uspeli ogledati sam začetek svetovnega prvenstva? Torej, z zanimanjem si ogledujem to tekmovanje. Zame je to nekaj novega. Pravzaprav me je zanimalo, zakaj pravzaprav pri tem tekmovanju gre, kaj je tisto, kar odloča, kdo je boljši orač in kdo je slabši orač. Sedaj so mi že počasi razložili te detajle, te finese in moram reči, da je zelo, zelo zanimivo. Ste videli? In pravzaprav ni enostavno. Ste videli tudi Zverovo brazdo? Zverov sendvič? Tako laično pogledano je fantastična. Ne morem si predstavljati, da se da z traktorjem izorati tako ravno brazdo. In čeprav starim traktorjem, kajti Zver ima kar star traktor. Očitno je tukaj tudi nekaj vraževerja, da vztraja pri takem traktorju, ampak gledajte, tudi to je lahko pot do uspeha. Torej, na kratko, kaj pomeni iz vašega zornega kota to svetovno prvenstvo v Oranju, v Tešanovcih, v Prekmurju? Torej, to prvenstvo je nekaj velikega. Jaz bi
z tega mesta seveda čestital vsem tistim, ki so tukaj pomagali, entuziastom, predvsem tem, ki se v Sloveniji ukvarjajo z oranjem. Nekoliko sem razočaran, da ta velika prireditev, res velika za Pomurje, ni dovolj pokrita, kar se tiče slovenskih medijev v Sloveniji. Namreč prav bi bilo, da bi tako odlično organizacijo in to promocijo Slovenije, da bi za to zvedela tudi vsa Slovenija. Hvala lepa. Tudi vam hvala lepa. Jože, tudi sama nastavitev pluga je zelo pomembna. Ja. A ne? Pri sendviču je šlo, kot vidimo, zelo, zelo dobro. Dobro, sem zadovoljen, ampak malo je zelo težka zemlja, mi je malo prvo obrazu dan ven porinil, ampak pri zapiranju je toliko boljše. Kaj pa sam trening? Ja, sam trening, saj veste, domači teren, dosti priprav, v bistvu treninga tu je bilo dosti, ampak tudi sem bil sodeloval pri pripravah, saj sem te brazde vse pobrazdil z jaz. Že prej sva z gospodom Žerjavom ugotavljala, da najbrž ta starejši traktor in tudi plug prinašata nekaj sreče. V vsakem tekmovanju, pa tudi pri oranju, mora biti prisotna malo sreča in tudi sreča pri tvojem znanju, da če ti vse to svoje znanje in malo sreče se naredi na parceli oziroma pri oranju, potem je uspeh tu. Zdaj že poznate, ker imate seveda izkušnje iz svetovnih tekmovanj, veliko sotekmovalcev. Kaj menite? Kdo bo zmagal? Kdo je na najboljši poti? Več je, jaz bi rad bil pod 10 mestov, čim više, saj vsak tekmovalec si želi čim boljše mesto. Stvar je pa v tem, da izstopajo tudi Avstrijci, Irci, Novozelandci niti ne toliko, ampak Škoti. In še posameznih saj tekmovanja se včasih zgodi kakšno presenečenje in je lahko prvi tudi tisti, ki ni favorit. Nekatere ekipe imajo celo svoje trenerje in tudi menedžerje. Kaj pa vi? Ja, kaj vam naj povem. Bi rajši to pustil na stran, bi pa povedal, letos končujem tekmovanje, to svojo kariero, 30-letje in želja mi je bila to končati na našem svetovnem prvenstvu. Saj je bila težka pot, da smo to svetovno prvenstvo naredili v naši Sloveniji. Najprej borili se, da to svetovno prvenstvo pride v našo državo kot Slovenijo, potem smo se pa spet borili, da prišlo to v naš domači kraj in tudi v mojo pokrajino. Saj sem tudi največkrat bil državni prvak in se mi to uspelo in se vztrajal do tega svetovnega prvenstva, zdaj sem pa korektno končal. Bil sem tudi na državnem tekmovanju, kot izven konkurence so me ocenjevali, če bi pa bil v konkurenci, bi pa bil spet prvi. In mislim, da se poslavljam v dobrem spominu. Veliko uspehov seveda tudi v prihodnje v življenju, brez dvoma, da boste še naprej živeli z oranjem in s prekmursko zemljo. Vse najboljše. Z oranjem bom živel do konca življenja, to je razumljivo. Tudi na svoji kmetiji seveda, ne? Oral bom še smeraj, ampak na svoji zemlji, pa mogoče kdo me povabi na oranje, ampak tekmovalno pa ne bom. Sodeloval pa bom pri vsakem tekmovanju, sigurno imam izpit za sodnika, pa tudi bom pomagal kakim mladim, saj so večinoma te tekmovalci, kjer v drugo leto zastopali na svetovnem prvenstvu v Novi Zelandiji, saj sem že jaz bil tam na svetovnem tekmovanju, moji učenci in mislim, da sem stisk tudi nahal pri mladih ljudeh za dobro oranje. Je kakšna pomembna razlika med oranjem na svoji domači njivi ali med oranjem na svetovnem prvenstvu? Bi rad povedal, saj doma jaz tudi koliko toliko obdelujem dobro zemljo, saj se to tudi vidi po domače, pravijo včasih, ko ni fala sama, ni dobra, ampak dobro blago se samo hvali. Tako in pač vam naj povem, z veseljem obdelujem to zemljo, pač v tej, tako mi je se nastavilo življenje, tudi sem izhajal iz same kmetije, delamo nekje blizu 50 hektarjev in se s tem preživljamo. In ne glede, ali dejansko tekmujete ali delate na svoji zemlji, so občutki nekako zelo podobni? Čujte, vsak dan se rad vrača na svoje ali pa grem na svojo zemljo, delati bilo kaj, orati ali pa pripravljati ali sejati ali z veseljem obdelujem to našo zemljo. Kaj vam naj drugo povem? Hvala lepa. Hvala vam. S kakšnimi pričakovanji ste prišli v Prekmurje?
Ja, to je predvsem zelo zanimivo za videti, kakšna dejavnost je pravzaprav to oranje in s kakšnimi predpripravami in pripravami se ukvarjajo tekmovalci sami. Prihajamo v okviru Društva kmetijskih inženirjev in tehnikov Gorenjske. Mislimo, da je to ena izmed bolj zanimivih strokovnih zadev, čeprav smo se tudi sicer ukvarjali s to vrstno problematiko, ampak vendarle svetovno prvenstvo je vendarle svetovno prvenstvo, ki ga najbrž ne bo prav kmalu spet na naših tleh. Tudi drugi dan 56. svetovnega prvenstva v Oranju v Tešanovcih je bil zelo zanimiv in seveda naporen za tekmovalce. 56. svetovno prvenstvo v Oranju, drugi dan, seveda veliko zahtevnejši na prvi pogled, toda od tekmovalcev smo izvedeli, da so lahko nekako bolj zadovoljni, kot so bili včeraj. Ja, vreme kot tako, pravzaprav za tekmovalce ni nič posebnega. Sam sem bil že na precej svetovnih prvenstvih in je bilo tudi tako, da je lilo kot iz škafa, tekmovalci orjejo, znajdejo se v vsakem primeru, tako da pač menim, da to tako strašno velik problem ni. Meni je bolj osebno sicer recimo žal za gledalce, katerih je res pohvalno zelo veliko, ampak seveda ta logistični problem je parkiranje in tako naprej in mogoče niso vsi primerno obuti za take. Sicer pa je nastal en čudovit dan in jaz verjamem, da bo lepo doživetje še tudi do konca tega tekmovanja. Po celonočnem deževju se danes res dela izredno čudovit sončen dan in to pomeni, da bodo tudi pogoji za tekmovanje dobri. Koliko časa pa v bistvu traja tole oranje? No, seveda dela se po svetovnem pravilniku. Zdaj, če vzamemo, da je dimenzija parcel, katero mora vsak tekmovalec preorati 20 krat 100 metrov, torej je to 20 arov, je določen čas, tukaj sicer nekoliko krajše, pa ne bistveno, ampak je določen čas najprej odpiranje prve brazde pol ure, na to tekmovalci čakajo na ocene sodnikov in potem, ko se nadaljuje z nadaljnjim oranjem, traja še 2 ure 40. Tako da cel program je v bistvu 4 ure dolg. Čas je omejen, seveda ni, tisti, kateri prej konča, ne dobi nobenih bonus točk, tisti, kateri pa prekorači čas, pa kazenske točke. Sicer so včeraj tekmovalci orali na strnišču, danes pa na ledini. V čem je bistvena razlika in tudi kaj je zahtevnejše? Ja, pretežna razlika je v tem, da je pač oranje na ledini, oziroma da je ledina kompaktnejša in zaradi tega se tudi vsaka napaka orača hitreje pozna, tako da bi tako rekli na splošno, da je na ledini zahtevnejše oranje. Predvsem, kot pravim, zaradi tega. Tudi ne na koncu, če vzamemo zeleno travo, če ni zaorana, se toliko bolj vidi kot naprimer eno rjavo strnišče, tako da to je za sodnike že. Ampak dejansko tudi to je, kot pravim, napake so izrazitejše pri ledini. Tako da tukaj se še posebej pozna kvaliteta orača oziroma razlika. Razlike so običajno večje med boljšimi in pa nekoliko manj dobrimi orači. Rezultati z prvega dneva svetovnega prvenstva so že znani? Rezultati prvega dne so že znani in menim, da je zasluženo v kategoriji plugokrajnikov zmagovalec Avstrijec. Res je lepo naredil, mogoče nekoliko srečo imel s parcelo, ampak tudi to sreča spremlja tiste, kateri znajo. Pri obračalnih plugih pa je prvo mesto včeraj oziroma na stranišču osvojil Belgic. Jože Zver pa? Naš Jože Zver deli 10. mesto. To je nekje tudi željeno, seveda želje so vedno večje. V skladu s pričakovanji, tako je tudi sam povedal. Tudi sam seveda se želi v najboljši luči posloviti od tekmovalnega oranja in mi mu to vsi skupaj želimo in menim, da je naredil vse, kar je, seveda danes je še ta dan pred njim in jaz verjamem, da bo nekje v prvi tretjini, kar pa je zelo solidno za naše razmere in naše pogoje v Sloveniji. Hvala lepa. Kolikšna pa mora biti globina? Od 18 do 22. In prav tako tudi na strnišču. Ja. Vi pravite, hvala Bogu, da imamo tukaj Hrvate na tem svetovnem prvenstvu v Oranju. Tako, ki tu igrajo, pojajo. Lepo je bilo, da bi še kakšno slovensko narodno muziko slišali. Recimo,
če bi tako obravnavali, te se tudi ne bi to zgodilo, kak se včeraj, ko je oder tam od 5. ure do 8. v glavnem šotoru bil prazen. Vem, da sta dve ekipi, dve moštvi folklornih skupin prišli, ena mislim, da z Moščanec, druga z Veržeja, in jim je bilo rečeno, da tam pač ne morejo nastopati, ampak ne grejo tam med tiste, kjer se prodaja. Tam pa je bilo recimo prostora za 3-4 plesalce, ki bi lahko plesali. To ni za en ansambel 20 ljudi, ki folkloro plešejo. Vi pa prihajate iz Ljutomera, z Veržeja. In vas tudi zanima oranje? Ja, seveda me zanima, se doma tudi orjem, ampak seveda ne s takšnim strojem, pa ne s takšnim plugom. So strokovnjaki, moram reči, ni slabega med njimi, sami vrhunski mojstri svojega posla. Mi je torej všeč tudi današnji dan, ko je sicer zelo razmočen teren, ampak razmočen teren je pač zato, ker je deževalo. Na to na razmočeni teren ne moremo vplivati. Lahko pač vplivamo na to, kaj mi vemo, kako se zraven spravimo. To ne bo pokvarilo tega današnjega dne, ki pa zdaj sicer že lep. Jaz sem presenečen na celotno tem obiskom. To je nenazadnje res svetovno prvenstvo. Prišli so z vseh koncev Slovenije, koliko jaz za to vidim. Dobro, hvala lepa. Ste vi zadovoljni z brazdami Jožeta Zvera? Upajmo, ko so vrede, kad je dobra uvrstitev. Kako se vam pa sicer zdi to 56. svetovno prvenstvo v Oranju v Tešanovcih? Zelo zadovoljni, organizirano, vse lepo in prav. Lepo, tudi vreme nam danes zelo lepo služijo. Hvala Bogu, kaj je tak, upajmo, ko bo še zdržalo. Bo brez doma, kajti izlilo se je, kar se je imelo za izliti. Ja, se je, upajmo, ko ne bo več deževalo, da bo sončno. Odkot prihajate vi? Iz tukaj Moravskih Toplic, domačinka. Imate tudi kakšen stik z Oranjem ali vas samo zanima to tekmovanje? Samo zanima. Zanima pa, ogledamo si pa tako, kar je to tukaj doma in lepo, ne? Ste zadovoljni tudi z obiskom? Včeraj je bilo malo manj, danes pa dosti več. Conditions are very wet today because we have almost 40 millimeters water tonight. But some deeper, we get a little problem. It's dry and a little deeper, so I think it's not easy to plow today. Slovenia is a very beautiful country, and we love it very much. We have a very good time here. We are here for 2 weeks, and I think we come back sometime for a holiday. I think so, yes. I will try to do my best, and I think it's going to be a little better than yesterday. Okay. Yes, it was not too bad, but when you get 1 point more yesterday, you got 4 places higher, so the plowmen are short to each other. Yesterday it was difficult. Yes. So this is could be a little easier, yes. Maybe the dry at the bottom. What about the weather? The weather is fine, it's okay. I plowed about 30 years, almost 30 years, yes. And I think I can go for another 2 or 3 years. Yes, I'm a farmer and a contractor. My farm is almost 45 hectares, and we are contracting, and we do work on about 3,500 hectares. We are plowing, we are cultivating, and also seeding. So we do all kind of work, yes. No, we have no cows. We have only wheat and sugar beets, potatoes. We sell them on the market and the free market. In Holland? In Holland, yes. The wheat will be sold in Europe, but the rest of the crops will sold in Holland. There are several adjustments that you have to make between doing the open split and making a crown, and I'm just double checking to make sure I've got them all made. Yeah, I'm very happy with the effort. Could be better, of course, but it always can, I guess. So
Yeah, I'm very satisfied. I am from the USA and from South Dakota, north central part of the USA. I have 400 acres, which would be 160 hectares, and in my area that's quite small, in fact very small. Corn, soybeans, and I raise some beef cows, a cow-calf operation. I actually sell bulls. I have registered Angus cattle. Since I've been in Slovenia, the weather's been beautiful the whole time. This is about the only rain we've had. So, but it's muddy. The field is a little muddy, but good plowing weather. You know, a nice cool day and good temperature and beautiful day for plowing. I have very little experience in stubble, or very little experience in sod, in grassland, like we're plowing today. So for me, stubble was definitely a better day. I'm more comfortable plowing stubble. This is sod, this is grass. Today is something a little different for me. This is different than I'm used to. This is my first time to Slovenia and I love it. It's wonderful, absolutely wonderful. The part of the country I'm from is a lot flatter and a lot flatter. This would be like the Black Hills, the western half of South Dakota. Great people, wonderful food, beautiful country, very nice. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Ciril Smrkolj, je zdaj na 56. svetovnem prvenstvu v oranju v Tešanovcih. Spremljate seveda slovenskega rojaka, prvaka Pateta. Tako je. In pred koncem smo. Mu dobro kaže? Ja, tako, če bo šlo tako naprej, jaz mislim, da se bo uvrstitev od včeraj strnišča popravila. Jože tukaj kar dobro, nekako zelo je zbran, nič se mu še ne mudi, čeprav ima do konca v bistvu samo še 20 minut, ker tekmovalci morajo danes ob 14:15 v bistvu končati. Začeli so ob 10:15, izredno neugodno je bilo zjutraj. Po noči je padlo prek 30 mm dežja. Ja, zelo veliko. Zdaj je zemlja kar ugodna za oranje. Ja, ni najbolj. V enem delu, ker je veliko vode, seveda so problemi. Kaj iz vašega zornega kota pomeni to svetovno prvenstvo v oranju za nas, za Slovenijo, za kmetijsko zbornico? No, jaz mislim, da je to priznanje, sem že večkrat rekel, vsem slovenskim oračem, ki so desetletja in desetletja vzgajali mlade rodove, ki so tekmovali tako na regijskih tekmovanjih širom po Sloveniji, na državnem prvenstvu in seveda za uvrstitvijo na državnem so dobili tudi možnost sodelovanja na svetovnem. Mi imamo lepe uvrstitve, tudi na svetovnih prvenstvih do sedaj, tudi svetovna organizacija oračev nam je 98 leta podelila to svetovno prvenstvo za organizacijo prav zaradi tega, ker so zaupali v slovenske orače, v slovenske organizatorje, tudi v sodnike in jaz moram povedati, da so se pravzaprav vsi izkazali. Poligon je kvalitetno pripravljen, tudi ob tekmovalni del čudovito. In tudi z obiskom smo lahko zelo, zelo zadovoljni. Ja, absolutno, kar škoda, da je bila včeraj šola. Danes pa se to vidi, tu so mladi, ki jih to zanima, navijajo in prav je tako. Sveda je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije tvorno sooblikovala tudi dogajanje na 47. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni. Ja, sejem se danes zaključuje. Jaz mislim, da smo bili res kar aktivni. Naš prostor na sejmu je bil lepo obiskan. Tudi organizacije nevladne, ki so se skupaj z nami predstavljale, so imele aktivne, lepe predstavitve. Združenje malih ali pa kmečkih serarjev, Združenje Zveza pridelovalcev ekološko integrirane pridelave, sadje, zelenjave, Zveza kmetic, mladi vinogradniki seveda s svojim združenjem Vinis, potem tudi strojni krožki. Jaz sem bil še posebej vesel predstavitve zamejskih
Slovencev, ki so tudi na našem prostoru nekako predstavljali, kaj pa oni delajo in kje so njihove zadeve. Tudi naši zavodi so se izredno lepo potrudili in vsak dan je eden od zavodov pripeljal svojo skupino in se je predstavljala z odličnimi tako izdelki in dosežki. Jaz sem bil vesel tudi Združenja pridelovalcev zelenjave, ki so res popestrili vsako jutro, mi ko sem prišel na sejem z enim okusnim jabolkom. Lepo in jaz sem generalno, je bilo veliko obiskovalcev, tudi drugih, veliko stikov. Mi kot zbornica smo izredno ponosni, da smo skupaj z sejmom in z Združenjem govedorejcev organizirali dobro govedorejsko razstavo, z Združenjem prašičerejcev zelo obiskano razstavo prašičev. Tudi ovčerejci so se lepo predstavili, da ne govorim o konjereji sami, ker so bile vse slovenske pasme lepo zastopane in tudi druge, ne ravno slovenske. Bo pa treba še veliko postoriti. Sejem sam zahteva ogromno sredstev, v teh časih pa je mogoče marsikatera družba se odločila, da je skromna, da se niti ne predstavi in tu bomo morali videti, kako sploh naprej. Zbornica je seveda bila tudi zadovoljna z obiskom nevladnih organizacij iz jugovzhodne Evrope. Mi smo imeli v Radinu konferenco nevladnih organizacij, prisotni so bile predstavniki zamejskih Slovencev iz Tržaške pokrajine, potem koroški predstavniki iz Avstrije, ravno tako so bili tu predstavniki madžarskih kmetov, predstavniki slovaških kmetov, prav njihova zbornica je bila zastopana, tu so bili tudi predstavniki francoskih kmetov, njihove zbornice. Na tem delu jugovzhodne Evrope pa seveda Hrvaška, Bosna, Srbija, Kosovo in Albanija. Naš zaključek je bil predvsem tem, da se jim vsi smo bili enotni, da je takšna srečanja treba tradicionalno negovati, menjati izkušnje, tudi sooblikovati mogoče nekatera skupna stališča do prihajajoče nove kmetijske politike v obdobju 2014-2020. Seveda pa tudi, da je treba več storiti, da bo kmet v teh novih državah, tako članicah Unije, kot tudi v državah, ki prihajajo, ustrezno plačan za svoje delo, da se mu zagotovi iz rimske pogodbe izhajajoče načelo, da se kmečkim družinam za to njihovo delo zagotovi ustrezen socialni standard, ki je kar krepko načet v marsikateri državi članici in tudi izven. No, vaši kmetijski svetovalci pa so na sejmu sodelovali tudi pri živinorejskih razstavah. Absolutno je treba pohvaliti vse zavode, vse svetovalce, tudi službo za kontrolo in selekcijo v živinoreji, ki je res te živinorejske razstave skrbno načrtovala, pripravila. Letos je bilo prav z občutkom pogledati živali, ki so bile čiste, negovane in res vzorno pripravljene za razstavo samo. Tudi skrb za te živali na sejemskem prostoru je bila izredno velika in to je res nekaj, kar smo včasih na prejšnjih sejmih tudi pogrešali. Naši svetovalci in vsi zavodi tudi sodelujejo tu na svetovnem prvenstvu v Oranju, to je treba povedati, pravzaprav večji del tehnične organizacije, priprave poligonov, suport sodnikom in tako naprej so izvedli prav te za svojim delom in jim gre skoraj, bi rekel, posebna zahvala in čestitka ob uspešno izvedenem projektu. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vam. Svetovno prvenstvo se je tudi za vas
končalo, je bila številka 42 srečna številka? 42 številka, lahko rečemo, srečna, sem parcela bila zelo slaba. Ampak naredil sem, kot znam, to je maksimum, kar se da narediti in mislim, da smo lahko vsi zadovoljni in nismo izstopali kot slaba reprezentanca in je zelo odlično oranje. Vi ste orali na ledini in sicer s kakšnim plugom? S plugom Kvernerlandom, oral sem včeraj na strnišču, danes ledina, ja. Kaj mislite, kaj vam je šlo bolje od rok? Zdaj še nimamo rezultatov za ledino, ampak na strnišču pa ste se odrezali? Na strnišču sem bil 13. z ne velikim zaostankom. Upal sem na boljše, ampak ker je bilo to skupaj, je bilo na 13. mesto. Na ledini je lažje, ker je kompaktnost narediti krono in seveda razor. To dvoje je včeraj bila moja slabost. Na ledini je potem takem, vsaj po vašem mnenju, lažje orati kot na strnišču? Za nekatere je to težje, ampak meni osebno je lažje. Jaz vedno dosežem boljši rezultat na ledini. Mar zahtevni dolenjski tereni, iz katerih prihajate, vplivajo na to, da vam je lažje orati torej na ledini? Ne, ledina nima vez iz zemljo, ker ledina je tudi na svetovnih. Enkrat je drugačna spodaj zemlja, drugič druga, tako da to je v bistvu znanje treba. Samo na ledini se bolj vsaka napaka opazi, tako da če me dobro vidiš, vidiš takoj, kaj ti dela plug. Odkot izkušnje v oranju? Imate tudi doma precej zemlje? Svoje zemlje nimamo veliko, imamo nekaj v najem, tako da seveda tudi doma delam in orjem. Samo tukaj to je v bistvu treba trenirati, naučiti se pa natančnost. Kajti v primerjavi s kolegom Zverom ste še precej mladi. Ja, v redu, moja pot se je začela bolj zgodaj z dobrimi rezultati. Gospod Zver je malo kasneje, zato tudi končuje, ker pravi, da ima tega dovolj. Jaz seveda bom poskušal še kaj narediti. Bomo pa tudi videli. Mladimi je tudi Štefan Cigut? Drugo leto gre z mano Štefan Cigut, ki je... Ravno to želim poudariti, da odhajata oba na svetovno prvenstvo. Tako je, drugo leto odhajamo skupaj na svetovno prvenstvo, sva pa bila že leta 2004, ravno moje prvo svetovno je bilo z njim. No, hvala lepa za zdaj in seveda še naprej veliko uspehov v oranju vam želim. Hvala. 56. svetovno prvenstvo v oranju v Tešanovcih se počasi izteka. Sodniki ste imeli zelo veliko dela in prav tako je za vami eden največjih organizacijskih zalogajev v Sloveniji zadnje čase. Ja, sigurno v zgodovini Slovenije in pa verjetno v zgodovini vseh slovenskih oračev je to edinstven dogodek, ki ga bomo verjetno vsi pomnili. Na eni strani pa smo si ga tudi srčno želeli, ko smo se odločili, da bo svetovno prvenstvo v oranju v Sloveniji. In danes lahko rečem iskreno, da smo rušili vse bregove, da smo rušili, bo rekel, tudi vse vodne zgodbe, deževne zgodbe. In prepričan sem, da ljudje, ki ste danes tukaj obiskovalci bili, da ste uživali in da smo naredili tisto, kar smo si pravzaprav vsi skupaj želeli in da je to pravzaprav zmaga vsega slovenskega, oraškega, bo rekel, področja in tudi kmetijskega področja. Konec koncev ni samo tekmovanje oračev. Tu se dogaja marsikaj sporedno, ampak bistveno je, da smo resnično dokazali, da tudi tako zahtevno organizacijsko zgodbo lahko speljemo v Sloveniji. Koliko ljudi je skrbelo za organizacijo? Ja, če lahko tako tempiram, pred 3 leti smo se zbrali 5 ljudi, ko smo začeli razmišljati in planirati, kako pravzaprav pripraviti svetovno prvenstvo glede na pretekle izkušnje. Potem se je pa stopnjevalo 10, potem 30 ljudi je delalo pol leta, no in zadnji mesec bomo rekli 60 ljudi, zadnjih 10 dni pa dela pravzaprav 300 ljudi na vseh področjih, kjer smo pravzaprav mi kot organizator seveda vključeni. Da si lažje predstavljamo, kako poteka vse skupaj in za kako veliko zadevo gre, koliko sodnikov, kolikšen tehnični suport je skrbel za 30 tekmovalcev?
Glejte, celotno tekmovanje poteka po pravilih svetovnega prvenstva, torej svetovne organizacije oračev, VPO, se pravi tako tekmovanje kot tudi sojenje. In seveda sojenje je tisto, ki seveda je osnova, da potem imamo neko korektne rezultate za vse tekmovalce. Vseh sodnikov, bom rekel, tako glavnih sodnikov, ki jih je 5, potem vseh sodnikov, ki sodijo oranje, jih je 24, potem čuvajev parcel, ki jih je 35. Merilci. Tako je, merilci globine, ki jih je 14, glede na to, da vsak merilec meri 4 parcele. Torej, praktično lahko govorimo nekje okrog 100 ljudi, ki seveda odloča o rezultatu najboljšega na svetu. Še mora biti temeljna razlika med oranjem na stranišču in na ledini? Ja, sigurno. Gledajte, gre za dve pomembne razlike, oziroma značilno je, da ko orjemo stranišče, gre za letno oranje, pravimo praha, ki pravzaprav ne gre toliko, da bi mogle biti brazde zelo, zelo izrazite, da pa pri ledini bolj govorimo za oranje, zimsko oranje, ker seveda je pa želja, da so brazde bolj izrazite iz preprostega razloga, ker je seveda skozi celo zimsko obdobje potem izpostavljena brazda padavinam, torej se pravi in dežju in snegu, in da seveda te padavine potem resnično inkorporirajo se v zemljo, tisti višek, pa seveda, če je pravilno izorana parcela, pa potem seveda pada oziroma se odliva v razor oziroma iz njive. Kje je težje orati? Mislim, da je za mene osebno, nekoč sem seveda tudi oral, za mene osebno je malo težje, glede na, bo rekel, zahtevnost tekmovanja, stranišče, bolj kot ledina. Ste tudi sodnik, sva že dejala, kako se je po vašem mnenju izkazala ali odrezala slovenska ekipa? Verjemite mi, da je danes tudi za slovensko ekipo velik dan. Prvič velik dan, da so lahko nastopali tukaj na domači zemlji. Če lahko tako se malo pošalim, izorali smo pravzaprav vse kontinente po svetu in da je pa danes ta ekipa dokazala, da kljub temu, seveda, ker si na domači zemlji in da je veliko seveda domačih ljudi, ki pričakuje seveda od domačega tekmovalca največ, in da so pa seveda naši tekmovalci dokazali, da so dobri. Torej Igor in pa Jože sta dokazala, da sta vrhunska tekmovalca v tem trenutku in da sta upravičila seveda moje osebno seveda pričakovanje. Je pa res, mogoče bi lahko bilo boljše, ampak to je nekorektno sedaj govoriti o tem, ker smatram osebno, da sta naredila tisto, kar resnično želita in zmoreta, in vse čestitke obema, ker smatram, da sta resnično to prava. In sta v prvi tretjini svetovnega vrha v oranju. Ja, spomnim se recimo pred cirka 15 leti, pred 20 leti, ko sem seveda kot mednarodni sodnik prvič nastopal na Švedskem kot sodnik, in takrat smo se pravzaprav želeli, da pridemo po 20. mesto. Potem smo počasi želeli, ko smo napovedali, da hočemo organizirati svetovno prvenstvo v Sloveniji, da smo prepoznavni, potem da želimo biti vse okrog 10. mesta. No, to nam je počasi uspevalo, torej 8. mesto, 11. mesto. To so, bo rekel, ali pa celo moram reči nekaj, mislim, da nekaj let nazaj, kar več, okrog 30 let nazaj, je Štefan Bukvič bil po prvem dnevu drugi, potem pa je žal zaradi nekih razlogov, takrat še seveda Jugoslavije, je pač mogel zvečer odpotovati domov. Razloge so bile seveda zgodbe iz neuvrščenosti, ampak danes moram povedati, da so pa biti 8. ali pa 11. na svetu je seveda velik uspeh za naše slovenske orače. Kaj je to v bistvu bolj šport ali dejansko predanost zemlji, nekaj takega, kar naj bi spodbujalo tudi kmečki živelj k boljšemu delu na zemlji in zemljo? Jaz mislim, da ste že sami v tem vprašanju pravzaprav odgovorili. Torej, treba je povezati koristno s prijetnim. Jaz še zmeraj zagovarjam seveda to, da je to dogodek, ko vsak tekmovalec zorje najboljše to parcelo in je to seveda
z tega stališča strokovna zgodba. Kar se pa tiče seveda samega tekmovanja, torej svetovnega prvenstva v celoti, je pa to seveda dogodek, ki pa širi pravzaprav, kot sem rekel prej, koristno s prijetnim. In to je najbolj pomembno. Danes pogledajte, je toliko ljudi tukaj, toliko različnih ljudi, torej tisti, ni samo tisti, ki so direktno povezani s kmetijstvom, ampak danes sem srečal toliko ljudi, tisti, ki pravzaprav, bom rekel, direktno nimajo sploh nobene povezave s kmetijstvom, ampak so tukaj in pravi, ja, to je to, kar bi se želeli vsako leto imeti tukaj v Prekmurju, oziroma v Pomurju, oziroma deželi v Muri, ali pa pravzaprav v Sloveniji. Pa mislim, da smo nekoč, ko smo imeli seveda še zgodbo državnega prvenstva takrat, če se spomnite, je bilo malo več ljudi, potem je bilo nekaj malo pač časa zatišje in danes moram povedati, da so vsi tisti, ki smo skupaj stopili, napravili resnično dobro delo. Hvala lepa in še naprej upam, da se bodo prvenstva v Uranju razvijala s tako zagnanostjo in s takim obiskom, kot smo ga bili deležni danes. No, moram na koncu povedati seveda svojo misel. Če smo v preteklosti nekaj let vsak po svoje razmišljali, kako seveda peljati politiko oranja, tekmovanja oračev, kako pravzaprav voditi neko politiko na področju kmetijske tehnike, lahko danes rečem in hvala Bogu, da smo mesec dni pred svetovnim prvenstvom ugotovili vsi, da je tako majhna Slovenija in da je treba skupaj stopiti in napraviti resnično svetovno prvenstvo samo zato, ker smo enotni v Sloveniji. Zato hvala lepa seveda vsem, resnično vsem, ki ste razumeli naše želje in naše poslanstvo in zaupam vam, da nas nikoli ne bomo razočarali.